No, poleg tega, da bomo z novelo zakona predlagali neobdavčitev nepremičnin, ki jih uporabljajo srednja, mala in mikropodjetja, predlagamo tudi, da se ne obdavčijo tista zemljišča oziroma tiste nepremičnine, ki jih kmetje uporabljajo za svojo dejavnost. Podobni razlogi nas vodijo v to kot pri podjetjih, namreč kmetijstvo je zelo pomembna gospodarska dejavnost, je pomembna dejavnost za celotno Slovenijo in obremenitve kmetov in tudi podjetij, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, so v zadnjem času zelo velika. Tako velika, da enostavno ne morejo slediti konkurenčnosti drugih podjetij v drugih državah, ki ravno tako se s tem ukvarjajo oziroma pridelujejo hrano. Zaradi tega je izredno pomembno, da se oprostijo oziroma izvzamejo iz obdavčitve tista zemljišča, ki predstavljajo za kmetijstvo dodano vrednost. S tem bomo razbremenili kmetijstvo, dejansko pa bo država lahko dobila več davka prek dohodka, ki ga kmetje ustvarjajo. To seveda pomeni, da bo s tem dobila tudi večjo gospodarsko rast in seveda tudi večje prihodke ob večji konkurenčnosti. Naslednjo pomembno rešitev, ki jo predlagamo in ki, tukaj moram povedati, ni nova, je to, da se davčni zavezanci lahko pritožijo na odločbo, ki jo bodo dobili, če jo bodo dobili, tukaj je seveda vprašanje, predvsem zato, ker Ustavno sodišče še ni reklo o tem zakonu zadnje besede, ampak da pritožba velja tudi za to, da se pritožijo na ocenjeno tržno vrednost. Namreč to, da se davčni zavezanci ne morejo pritožiti na posplošeno tržno vrednost, dejansko predstavlja nek presedan v pravni državi. Vsi ljudje imamo pravico do pritožbe na ravnanje državnega organa in DURS in GURS sta državna organa. To je ustavno zajamčena pravica, ki je s tem zakonom kršena. Kršena predvsem zaradi tega, ker se davčni zavezanci ne morejo pritožiti na davčno osnovo, to je posplošeno tržno vrednost, ki je temeljni del davčne odločbe in ki je temeljni del višine davka. Namreč od davčne osnove dejansko zavisi, koliko bomo plačevali tega davka. Mi poznamo različne ocene, ki so skrb vzbujajoče, ki so dejansko tudi nesorazmerne. Bile so predstavljene te ocene nepremičnin v naših medijih, ko pač neka vila je ocenjena na manj kot 70 tisoč evrov, ko sta dva zelo podobna objekta v istem kraju ocenjena zelo različno in na te nepravilnosti, ki verjamemo, da se lahko tudi zgodijo, morajo imeti davčni zavezanci možnost pritožbe. Poleg tega je ob tem, ko dejansko danes ljudje dobivajo informacije o tem, koliko so vredne nepremičnine, ugotavljamo, da v številnih primerih, predvsem pri kmetijskih zemljiščih, gozdovih, travnikih, poljih, niso urejene ceste. Pravno, formalno niso urejene ceste, ki potekajo prek teh zemljišč. Namreč treba je vedeti, da lastniki zemljišč ne bodo plačevali davka in ne smejo plačevati davka od ceste, ki poteka prek tega zemljišča. Vendar to danes v številnih primerih ni urejeno pravno formalno strani občin, niti ni urejeno tudi v zemljiški knjigi. Zaradi tega seveda tudi upamo, tukaj lahko rečem, v ugodno rešitev Ustavnega sodišča, ki bo naslednji teden odločalo o ustavnosti tega.